Spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni. Nadaljujemo našo drugo oddajo z gostom Janezom Zorcem, astrofizikom svetovnega pomena iz Buenos Airesa, ki je sedaj v našem studiu. Že pri prvi oddaji smo šli kar v znanstvene vode, skoraj nekoliko preveč za razumevanje nam, laikom. Sedaj pa bova nadaljevala in gospod Janez, prav še enkrat lepo pozdravljeni. Hvala vam, da ste prišli. Pozdravljeni vi, gledalci, in ponovno prav lepa hvala za vabilo na ta razgovor. Jaz bi se kar zahvalil za tisto prvo oddajo, ki ste nas izredno obogatil svojim znanjem, preprostostjo in res tako nazornim govorenjem, da smo vsi lahko razumeli, ampak tudi videli, da imate te poti, te misli vi dobro namišljene. Tako da hvala lepo vam za vašo obogatitev. Danes pa bi nadaljevala in bi vas vprašal, kako je pa z življenjem v vesolju. Namreč pred enim letom je astronom v Vatikanskem observatoriju, ker ima Vatikan tudi svojo službo, izjavil, da Vatikan, se pravi predstavnik Svetega sedeža, Vatikan izjavlja, da je velika verjetnost, da so živa bitja tudi drugje v vesolju. V tem smislu je nekako dodal, da je Bog tako velik, da je še kje drugje naredil tudi življenje, oziroma da so velike verjetnosti, da življenje drugod je. To ni direktno v vaši panogi astrofizike, verjetno ste pa o tem imel ogromno informacij, tudi razmišljal v svojem življenju. Za nas pa je to mogoče, ko smo verni, malo bolj zanimivo. Kaj vi mislite o tem vprašanju? Prvo, da osončje ni samo eno, zdaj jih odkrivamo kar na tisoče, zdaj poznamo že vsaj 2000-3000 osončij, ki niso vsi podobni našem. Si predstavljamo, saj tako je naša teorija o vesolju zgrajena, da je enakomerno, to se pravi, da po vsem vesolju, tem svetu ali pa kakor že, veljajo isti zakoni, to se pravi, da isto, kar se tukaj dogaja, iste sestavine, bomo našli tudi kje drugod. Če je tukaj razvoj doprinesel, da so nastala živa bitja, končno še razumna, lahko bi predpostavljal, da to obstoja še nekje drugod, mogoče, ne vem. Trenutno, ko se človek spusti v račun, seveda to so verjetnostni računi in pri tem ni nič gotovega. Ampak ko človek računa, koliko zvezd je potreba, da se vse to zgodi, kar se je tukaj zgodilo na Zemlji, da so bile vse te strukture tako zgrajene, bi potrebovali toliko zvezd, kolikor jih je v tem vesolju, ki je nam dosegljiv. Se pravi, da najenostavnejši račun... Verjetnostnem računu. Ja, verjetnostnem računu. Kar ne pomeni nič. Lahko da je, lahko pa da ni. Ampak da potrebujemo celo tole vesolje, da se je nekaj takega zgodilo. Vesolje nam dosegljivo. Ker ko gremo do meje te krogle, do kamor je prišla svetloba od tistega trenutka prapoka do danes, lahko vemo, da od tam naprej je še in po tam naprej še in še. Za tam čisto nič ne vemo, ampak vsaj za to življenje potrebujemo vso to zgradbo. To verjetnostni račun pove. Lahko pa se motimo, kot večkrat, in se to zgodi. Predvsem pa ne moremo
zdaj kot vernik povem, ne moremo omejiti Božje volje in reči že a priori, da je zgradil samo nas, da je samo na nas pomislil, ker na njegovo domišljijo pa ne moramo seči ali pa ga omejevati. Zame živa bitja lahko obstoja in me to absolutno ne moti. Je pa res, da če razumemo, kako je ta svet nastal in ko se vprašamo, zakaj, in da osmišljamo ta svet s tem, da ga je Bog ustvaril in da smo njegovi otroci, bi verjetno tudi lahko vštel tudi druga bitja, ki so drugod, da spadajo v isti načrt. Bi bilo težko, da bi kakšna druga logika veljala, ker bi potem tudi druga fizika veljala in bi potem ne govorili o enem svetu, ampak v drugih svetovih, tam pa že začne ta naša domišljija nekako razpadati, torej se razcefra, če bi tako bi rekel, ne? Ni več nobene logike več. Če obstojajo, ni nujno, da so podobni nam, ampak da so podvrženi saj tistemu bistvenemu, kar je veljalo tudi, da je nas ustvaril. Bomo videli, če bomo prišli do zaključka, zakaj nas je ustvaril. Ne? To so razmišljanja in seveda nimamo še dokončnih odgovorov, vsemu temu so vprašanja. Ampak kot živa bitja hočemo vedeti, saj radi bi vedeli pravzaprav, zakaj smo tukaj. Torej, vi dopuščate to možnost. Zanimivo mi je to bilo, ko ste rekel verjetnostni račun in sem se tu spomnil, enkrat je nekdo računal ravno, ne? In je dejal, da je naša Zemlja nekaj posebnega, da če bi imeli 2 lune, potem ne bi bilo življenja na Zemlji. Če je bila Luna nekako bolj oddaljena od Zemlje, kot je zdaj, da je točno tako, zopet ne bi bilo življenja na Zemlji. Da če bi bilo 2 sonca, pa ne bi bilo življenja. Če je bila Zemlja malo bliže Soncu, ne bi bilo življenja na Zemlji. In je, ne vem, cel kup takšnih izračunov je dodal. Če je bila recimo temperatura morja, ne vem, 3 stopinje ali 4 stopinje večja, ne bi bilo življenja v morju. Če je bila temperatura poprečna na Zemlji malo bolj močna, ne bi bilo življenja. In potem ravno zaradi teh izredne pozicije Zemlje, teh razdalj, planetov okoli, je potem življenje na Zemlji možno. Ne? To mi je zanimivo in ravno tudi on potem nekako računa, da je pravzaprav, tako kot ste vi rekli, da bi zelo težko vse te parametre skupaj sestavili v vesolju in da je zelo malo verjetno, da bi bilo še kakšno življenje. Vendar imamo pa tu kup, bi rekel, raznih pričevanj ljudi, ki so doživeli bližnja srečanja in tega je na tisoče in tisoče in tisoče in tisoče. In za mene je recimo zanimivo bilo to, kot smo se sicer že tudi pogovarjala, da so stari Sumerci, obstaja sumerska taki relief, na katerem so ti bogovi, recimo, ne, ali pa ti božji sinovi, ki so nekoliko malo večji od navadnih ljudi, in potem so ljudje tam in potem je en relief sončnega sistema izpred 5000 let pred našim štetjem, kjer so vsi planeti našega sončnega sistema, zemeljskega, narisani, Sonce kot heliocentrični sistem, torej Sonce. Razdalje so, torej jaz tega ne morem preveriti, pa je bile razdalje pravilne. In poleg Plutona, ki so ga odkrili, ne vem, leta 50, ali te zadnji planet našega sončnega sistema, je tudi tam. In še en planet je narisan kot neki, še en dodatni planet. Ne? In potem so te teorije pač, da so
bili nekoč tu na zemlji tudi ti Obiskovalci, neki obiskovalci, ja, ki so mogoče kakorkoli, kaki inženiringe delali, genetične in podobne stvari. Torej, tisto mi je bilo zanimivo, ne, da je celoten sistem že takrat zabeležen, kljub temu, da niso imeli velikih teleskopov, kot jih imamo danes. Ne. Da, to so zanimive stvari, uganka, veliki vprašaj, ampak trenutno bi vam ne mogel dokazal pa potrditi, to je res, ker niso samo Sumeri, so tudi Maja, Inki imeli tudi določene takele stvari, ki predpostavlja, da mogoče so bile kakšne druge civilizacije, ki so to prinesli, torej ne vem, kakšni vedeži so morali biti, ne, da so prišli do tega spoznanja. Ne vem. Astronomu, kolikor že dolgo časa s teleskopi delujemo, takih pojavov posebnih ne vidimo. Vam ni nobeden pomahal še, ko ste Ne, gledal. nažalost pa s kakšno zastavico. Tukaj sem, ki ne povedal. Ja. Tudi se, recimo, ta program SETI in to, ko poslušajo, Program SETI, ja. ko poslušajo, ni znakov in to poslušajo stalno. Če bi res bilo tako obljudeno povsod, bi mogoče že kakšen znak odkot prišel. Zaenkrat je velika tišina pri vodnjaku in ne vem vam povedati. Ne bom izključil, ampak ker ne vem, ne bom ne pritrdil, pa ne zanikal. Torej, mislim, da ste v tem smislu tudi povedal, tudi če bi bili nekakšni obiskovalci, Ja. mogoče Zemlje, veljajo za njih enaki fizikalni zakoni, ne, Absolutno, kot, absolutno. enaki kemijski, bi Ja, rekel, ja, zakoni, in verjetno bi tudi oni imeli potem Boga oziroma neskončno, in verjetno enaki moralni zakoni. Ne. Torej, bi ta Bog pravzaprav bil tudi njihov Bog. Mogoče, če še malo konkretiziram tisto vaše razmišljanje. Ja. Ker recimo pri tem vprašanju, ko smo začeli prejšnji razgovor, je bilo kako naravoslovje in potem zakaj. To velja za celo vesolje. In so vprašanja, ki si jih človek stavi prav gotovo od začetka, ko se je zavedal kot človek in je sebe videl na tem svetu, pa se je vprašal, čemu in kako in zakaj. Zakaj živim? Ja. Smisel temu. In potem, ko razmišljate in ko vidite, da fizika, torej naravoslovje, ne more dati odgovor vsemu. Kajti treba dobro vedeti, da fizik, kemik, lahko razgrablja samo v svet, lahko se poglablja v materialni svet. To je tisti svet, kjer veljajo merjenja, razdalje, čas, kako poteka čas in tako naprej, da tam napiše formule in tako naprej. Ampak tisto že samo je obljudeno z netočnostmi pa negotovostmi. So mikroskopske kvantne negotovosti, recimo tole, načela nedoločenosti, potem nedoločenost v makroskopnem svetu v obliki kaosa, čeprav determinističnega, to se pravi, da se ga računa, da je predvidljiv, samo ne morete pa točno vedeti, kam bo tirnica peljala. Ne? To se nanaša samo na ta svet, ki je otipljiv. Ko pa gre za vzrok, komu je bil povod, da je to nastalo. Smo videli v prejšnjem razgovoru, da naključje zelo težko odgovori na vsa vprašanja, da bi v tako kratkem času, čeprav govorimo o 12-14 milijard let, prišlo do te sestavine, ki je danes zmožna premišljevati o svojem začetku, takrat, ko je bilo še vse materialno. Ali je resnično bilo vse materialno? Ali nas ne spremlja že neki duh, ki nas osmišlja že od takrat? In takrat človek
se vpraša, če je kaj več kot samo to naključje. In takrat, in še posebno kot kristjan, ker sem v tej veri se kako zavedal, da je ta možnost, se vprašate tudi vloga Kristusa, ko je prišel na svet, Bog, ki je prevzel isto telo, ki ga imamo mi, to se pravi podvržen istem fizikalnim zakonom kot ves ta svet, le da ko je prišel na svet, se je že takrat v hlevu pokazal, da se oddaja kot jed, to se pravi Evharistija, že takrat v hlevu je pokazal, pridite in uživajte. Potem je umrl, je pokazal, kako cela struktura življenja je nastala ravno zato, ker je bila smrt. Vsak osebek, ki je nastal preprosti, je prevzel nova opravila, je moral umreti, da so novi osebki nastali, da so se izboljšali in tako naprej. Tudi naša smrt je zato, da bodo druge generacije boljše. In to izboljšanje pelje do tisti zadnjo točko, smisel, kjer se končno vse osmišlja. Ampak tisto osmišljanje je bilo že pri začetku. Vmes je pa še trpljenje, smrt. Čemu to? In ko vidite kot vernik, da enostavno, ko se tam daje, na nek način je podlaga vsemu temu ljubezen. Pa kaj, če v tej ljubezni se izraža tudi ta volja, ki je ustvarila ta svet, da je nekako nam dovolila, pokazala, da imamo dostop do nekega dela, tega, o katerem lahko govorimo, in od drugemu, kjer lahko samo čutimo, ker ga spoznavamo samo po razodetju, če bi tako rekel. V Svetem pismu piše marsikaj, kako je Bog ustvaril svet, kako se je razvijal in tako naprej. Nikdar pa ne pokaže, ne govori točno o vrednosti te konstante, kakšen je ta zakon, kako se ta formula napiše. Tam samo govori, kakšen odnos mora človek imeti do stvarstva. To se pravi, dejansko kakšen odnos mora imeti do sočloveka, pri katerem se Bog izraža. Vendar v Svetem pismu je Bog začetnik vsega. V Svetem pismu je Bog začetnik vsega. In tu vas mogoče moram vprašati, ker imamo zdaj tako imenovano znanstveni pogled na svet, ko smo ugotovili, da ne odgovarja na ta vprašanja, da je tu veliko odprtih vprašanj še v samem sistemu, pa tudi ne odgovarja na končna vprašanja, se pravi, odkot ste to in tako naprej, ker enostavno se ne da meriti. Lahko pa mi logično mišljamo, po logiki lahko razmišljamo naprej. Zato bi vas vprašal to, se pravi, eno imamo tako znanstveni pogled na svet, ker nekateri rečejo, to je zdaj moja vera, oziroma toliko vem, ono pa ne vem. Imamo pa tako imenovani kreacionistični pogled na začetek stvarstva, pa tudi na sam razvoj, se pravi, da ni to Darwinova teorija, tako kot jo nekako mi zgolj materialistično razumemo, pač pa da je bil v tem razvoju tudi prisoten Bog. Se pravi, temu pravijo kreacionizem. Kreacionizem kot neka na logiko ali pa na tem manjkajoče dejstva uprta logika, da je nujen bil pri vsem tem Bog. Se pravi, kaj vi mislite o tej teoriji kreacionizma, da je vse skupaj na začetku prav kot neka vrste znanstvena teorija ali pa delno znanstvena, ker smo videli, da to prehaja vedno v neko metafiziko malo, se pravi, da je kreacionizem na začetku Bog, ki je tudi kasneje prisoten v samem razvoju, tem umnem razvoju do samega človeka, ki je neke vrste
zadnja faza tega razvijanja, kot človek zavestno bitje. In pa ne samo to, recimo, če se dovolite, da čisto zaključim to vprašanje, na začetku je kot nujno, da od nekod prišla ta energija in vse to skupaj, potem je tu načrt, ki gre to vse po eni zakonik, vse se nekje postavlja. In potem imamo tudi v samem razvoju, recimo v sami Darwinovi teoriji, imamo mi tako imenovane preskoke, naprimer iz mrtve v živo naravo. Ja. Vemo, da ni bilo, pač potem pa je tam nekaj začelo in potem imamo iz žive narave v različne nove stvari, nekaj novega, ki prej ni bilo. Neke čisto nove lastnosti, in tam bi naj torej pri teh preskokih, potem na koncu še človek s svojo zavestjo, bi naj pri teh preskokih se pokazalo, da je tudi torej Bog ves čas prisoten, torej v tej urejenosti, v začetku urejenosti, v teh preskokih, to je potem kreacionizem. Recimo, kaj vi mislite o tej teoriji? Jaz bi rekel, pogledal, seveda, to zadeva so mene, ne? Ne vem, če to prav. Ampak tako, lahko je, da je Božja roka v vsakem trenutku razvoja tega sveta. Po mojem pa, da se je stvar začela s svojimi zakoni in se to razvija s tistimi zakoni naprej, da ne dela potem improvizacij in pa ustvarja nekaj stalno nekaj drugače ustvarjali, drugačnost se porojila. Zakoni so položeni. Ja. Kdo jih je položil? Ja, to je vprašanje. Ne? Mislim, da to je neka višja zamisel, jih je položila, da svet ni iskal ravno prave zakone, ne? Da je potem se lahko razvijal, ker bi lahko potem moral reči, da je bilo več svetov obstojali, da je na milijarde svetov in je samo eden ostal, ki je ravno tiste zakone, da so tisti zakoni tam obstojali, s katerimi se je potem vse to razvilo. Ampak potem, ko se je začelo, torej tisto je že, ne vem, fantazija recimo, saj ne moramo ne overiti, ne opustiti, ker ne moreš tam nobenih, ne moreš meriti, ne moreš to zagotoviti, se pravi, zdaj govorimo v prazno. Ampak, ko so zakoni nastavljeni, potem se tisto razvija s tistimi zakoni naprej. Jaz ne vem, če pri teh kreacionistih velja tako, kot si oni domišljajo. Ne? Če bi povzel, potem točno je tudi Bog ustvaril Adama, ki mu je vzel rebra in potem ustvaril Evo in tako. Tisto po moje, to so zgodbe, so prispodobe, tudi vprašanje samo, če gremo tukaj na detalje, ali je rebra, ali pa kar se v francoščini lahko pojmuje kot in kote. Ne? Kot so rebra, kote pa stran. Ali ni Bog ustvaril moškega in žensko, ne? Ki sta dve strani ene iste enote. Se pravi, absolutno oba imate iste pravice, iste veljavo, ne? Samo eden predstavlja en del, drugi pa drugi. Tako da, če bi bilo po mojem, bi tudi jaz prevzel, da bi mogoče v marsičem tudi ženska lahko pristopila do višjih cerkvenih dejanj, služb. Ja. Ker je pač zame, saj tako pojmovano, možno, če v tem, da je kot in kote, ne rebak. Ne? Zdaj pa, kreacionisti pa gredo, da je Bog absolutno zdaj ustvaril danes to, jutri je ustvaril tretje in tako naprej. Ne, to se je po mojem razvijalo in tudi potem, ko so te preskoki, so bili osebki z določenimi opravili, ki so potem razni vplivi zamenjali gene, tiste gene so spreobračali in dejansko je res to, da od začetka so bila opravila pridobljena, potem so se pa spreminjala. In vsakikrat, ko gledate na osebke, ki so nastajali, postajajo vedno bolj neodvisni od zunanjih vplivov. Na nek način glede genetike same.
Ko pridemo pa do človeka, je pa absolutno njegovo življenje od zunanjega vpliva odvisno, ker ga morate vse naučiti. To je edini, ki mora vse pridobiti, da lahko začne delovati. Je pa znotraj pa popolnoma svoboden. Ne? Prva bitja so nekako nesvobodna, imajo, kako bi rekel, opravila so nekako zaključena, so prirojena, do čem tukaj jih pa pridobivate, zato da ste potem lahko svobodni. In te presledki trajajo svoj čas, ampak po mojem, da gredo, jaz ne vem, ker nisem biolog, ne, ampak po mojem je logično, da se to razvija z istimi zakoni od začetka in da tam poseg je bil od začetka, mogoče, da Bog varje nad vsem to, da ima pregled, ker ne gleda, ampak da se to razvija s to logiko, ki je bila tudi začetna in se bo tudi tako skončalo. Sam kreacionizem, koliko sem videl, ne imate te biblične kreacioniste, ki tako kot ste vi rekli, točno 6 dni in tako naprej, ne, ampak to je več ali manj zavrženo. Pač pa, tako kot tudi katoliška cerkev razlaga prvih 14 poglavij, ki je resnica, ni pa zgodovinska resnica, gre pa samo za to, da je v samem začetku absolutno bitje, ki je nujno tu pri tem postavitvi teh zakonov in samega začetka življenja in energije, ki je od vekomaj, ki ga nihče ni ustvaril. Ker vidimo, vse, kar je ustvarjeno, relativno, nič ni absolutno, vse izhaja iz nečesa drugega. In nujno rabimo eno absolutno bitje, ki je vse to dalo v življenje. Vidimo pa, da ni ta miza, niso starši, pa nazaj in tako naprej. In pa, da je pač on pri teh preskokih kreacionizma, se pravi, da ti preskokih bil tudi Bog zraven, da je to šlo nekako, ker je iz tistega iz mrtve narave, kako naj iz mrtve narave pride v živo. Da pravi, da tu potem je bila Božja roka zraven. In recimo en kreacionist mi je bil zanimiv, ki je dejal, če bi vam povedal pravljico, je rekel, da je žaba čez noč v trenutku postala princesa, bi rekli, ja, to je samo v pravljici. Pravi, v Darwinov teoriji ali pa zdaj pogledu je pa to možno, samo malo na daljši čas. In žaba je enostavna princesa, pač, ne vem, 1000 let, daš malo več let, pa malo svetlobe, pa malo bliskanja, pa malo elektrike, ne vem karkoli, pa je žaba postala princesa, sama od sebe. Se pravi, to je pravljica, hočemo reči, da je nujno to, da bi bila tu zraven, preko višja sila, tisti Bog, ki je od vekomaj, ki je pač, tudi ni ravno tako enostavno misliti Boga, ampak kot nujno bitje. V tem smislu imajo oni tak kreacionizem in pa potem se upirajo tudi na tiste izračune, kot ste vi rekli, pač kažejo, da je naša zemlja bi naj bila pač enkratna, kakorkoli, ne vem. Torej, zdaj s tem. Stvar je tako, da če smo mi, ta svet in mi v njem, brez dvoma, da je on stalno prisoten. Zdaj pa kako posega v to, pa bi jaz ne bil zmožen povedati. Kot znanstvenik še manj. Ja, torej se ne bom spuščal v taka razmišljanja. Prvič, nisem na to mislil. Po mojem bi bilo logično, da se to razvija po prvotni zamisli in da bo to šlo v ta namen, da se bomo z njim nekako popolni znašli, torej generacije in generacije, da pa to spreminja iz dneva v dan, pa dela nove čarodeje. Torej, vi nekako, če smem zdaj razmišljate, sprejemate tako, da je bilo nekje v začetku, da je sicer z nami, mogoče na duhovnem področju, kakorkoli, da pa se vse to fizikalno razvija naprej, fizično, po teh zakonih, ki jih je nekako Bog dal v začetku. Fizikalno za ta svet, ki je fizikalni, kot sem pa rekel, so pa vsa tista vprašanja, ki so pa del iste enote. Zato ne moramo ločiti enega od drugega, vse tvori eno. Da ni samo materialni svet in potem metafizični ali moralni, kakorkoli že, vse je eno. In oba tvorita enoto. Tako kot kristjan pojmuje človeka z dušo in telesom, tako je svet
ima to duhovno dimenzijo, ki ravno tako tvori neko strukturo, samo da nam je tako za opis dosegljiva ta, ki je prav materialna. Ampak da živita pa obe strani istočasno. Vaši kolegi, znanstveniki, astrofiziki, fiziki, ne vem, matematiki in tako naprej, ali so verni ali so neverni? Rekel bi na pol. Torej, pol in pol, ne na pol. Pol in pol. Pol in pol. Jaz imam kolege, ki hodijo k maš, se udejstvujejo cerkveno, ne samo katoličani, tudi recimo so protestanti, druge vere, resnično, ki verujejo v Boga tudi stvarnika. Tudi niso kristjani, torej imamo muslimane, imamo tudi druge, hinduiste so, torej ne, hinduiste tega ne, ampak kako že, budiste, Budiste. Ja. In veruje, ogromno knjig napisanih, to so moji kolegi. Imate pa drugo polovico, ki pa v to dimenzijo ne verjamejo, ampak res pa, da pri njih obstaja to vprašanje in zanje je to povzroča neko krizo, ker se ne upajo prestopiti ali pa razmišljati nekoliko dlje, da bi skušal odgovoriti, čemu, zakaj, kakšen pomen. Enostavno se tam zapre, blokira, pa ostane pri tisti krizi in potem se posveča naprej samo materialnemu temu opisu, na drugo pa potem ne razmišlja naprej. Ali znanost in vaša egzaktna, bi lahko rekli, znanost, astronomija, astrofizika, fizika, tudi matematika, to, kar ste vi študirali, ali to nasprotuje veri v Boga? Ne. To sta, bi rekel, dve popolnoma vzporedni poti, ki se ne križata nikdar, da bi tako nasprotovala drugi. Ena opisuje, lahko neverni opisuje to zadevo popolnoma sam, nima potrebe, da Boga da razpiše formule. Ravno tako tisti, ki je verni, se ne bo vmešaval v razčlenjevanje teh formul pa rešitev teh enačb. Dobita se pa skupaj v tem, ko sem rekel, lahko se ena in ista oseba vpraša, kako in pa zakaj. Da bi pa ta, ko gleda na zakaj, to se pravi, kjer začenja vera ali pa torej končno tudi religija, ki je posebni izraz vere, pa nikdar ne gre na to, da bi spodbijala karkoli, kar dela fizika. Fizika je pa absolutno nezmožna, da bi posegla v onkraj, ker enostavno njen jezik, matematika in fizika in to, jezik, ki ga uporablja, orodje, ki ga uporablja, ne seže tja noter. Še celo sama ne mora vse razlagati, kar bi želela. Kot smo v prejšnjem razgovoru govorili o začetku, je trenutek, kjer se te fizike, ki so najbolj, bi rekel, točne, ali saj kar pojmujemo danes, se izključujeta in ne morata čisto nič povedati o začetku. Se tam že začne, torej nekaj posebnega je, da tam ne mora odgovarjati bistveno temu, kako pri začetku, ali je sploh začetek, kaj moramo tam pojmovati za tisti trenutek. Ko se je dejansko, saj po naših enačbah, začel čas in prostor. Tam nastane svetloba, ki povezuje enega in drugega. Če ni časa, ni prostora. V začetku je tako bil čas in tako je bil prostor in tako so bili svetloba. Na nek način mora biti čas in prostor, potem, ali pa stotinko sekunde. Karkoli, ampak eno ustvarja drugo. Ni prostora brez časa in obratno.
in kar povezuje oboje, nit, ki šije eno in drugo, je pa svetloba. Zanimivo. Imel sem eno misel, upam, da jo nisem zdaj izgubil, ravno v tem najnem pogovoru. Se pravi, nekateri so verni, nekateri niso verni. Ampak zdaj, ko midva zapuščamo fizični svet in se vprašamo, zakaj, čemu, kaj pravzaprav, ne, že prestopamo mejo fizike in prestopamo v metafiziko ali preko fizike. Ja. Metafizika je pravzaprav filozofija ali razmišljanje o tem, ki poskuša, ki se opira samo recimo na nek način na informacije, ampak samo na logiko. Ne? Na logiko, logično potem razmišlja z temi dejstvi, kar pač ima. In zdaj mogoče ti vaši kolegi mogoče niso verni, ampak potem oni z metafiziko, z filozofiranjem poskušajo nekako, kar nujno je pravzaprav, poskušajo nekako odgovoriti na to vprašanje, ali pa ne poskušajo, še ni prišel pravi čas. Ne? Ampak tu imamo potem tako, se mi zdi, te metafiziki kot nujno bitje, kot absolutno bitje, ki nekako mora biti, ker je tu vse skupaj relativno. Ne? Torej, neko rešitev ne dajo. Ne? In zdaj je to recimo neke vrste filozofska rešitev, ali, ne vem, ali pa tudi verska rešitev s pojmom Boga. Potem pa spet vprašanje zdaj, kateri opisujejo Boga, nekatere religije tako, katera je zdaj prava tista religija. Ne? Vi ste nekako omenili zdaj vprašanje, zakaj vse skupaj to in mislim, da ste rekel ljubezen, kaj ste rekel. Se pravi, zdaj katera religija ima, recimo v vašem razmišljanju, ne? Kaj je smisel vsega tega vesolja, našega življenja. To je zdaj že gremo midva preko fizike, že v področje, ki je zgolj razmišljanja, ne? Poskuša dati neki odgovor. In vi ste govorili o Jezusu, ki je prišel, da je prenesel življenje. S tem sklepam, da ste tudi osebno verni, če tega niste direktno povedal, ampak zdaj iz tega razgovora se je videl, da ste vi osebno verni. Zdaj nekako, kaj bi vi rekli, zakaj? Čemu? Ja, edina razlaga, ki bi jo lahko, kako bi rekel, našel, ker vidim tam, da je Kristus tudi trpel in umrl. Čemu tisto trpljenje? Če ni to dano iz ljubezni do tega, kar je on ustvaril, tisto trpljenje nima smisla. Vidim pa vsaj 2 trenutka, gledam spet kot fizik. Ste rekli, da bi opustilo to, ampak ne morem. Kristus je povzel našo naravo. To se pravi, je povzel tudi del materialnega sveta. In ko je umrl, ko se je poveličal, tisti trenutek je v tistih povojih postala praznina, so se povoji samo stlačili, ni bil ne vem kakšna eksplozija, samo iz tistega se je nekaj izničilo, ali vsaj tako bi rekel, ne vem kako bi se drugače izrazil, je postal del čas prostora, katerega smo mi, samo v drugi obliki, morda v tisti obliki, kjer tudi ta materija, ki je otipljiva, dobiva snov za to, da je otipljiva. Recimo je masivna, ima to, kar pravimo vztrajnost. Vztrajnost je podoba mase. Kaj se temu pravi? Ta Higgsov delcek, ne? Kaj to daje? To je polje dejansko. On povzroči, da delec, energija, ne mora potovati na vse dimenzije, recimo v 3 dimenzijah, da je vsaj v eni nekako
ne mora doseči svetlobne hitrosti. S tem, da ga neko zavira, tisto je že, kako bi rekel, neka vztrajnost. Vztrajnost je to pojem mase. Kristus kot Bog ima moč nad tem, da lahko daje čas prostoru tistega, ki ga tvori, to vztrajnost in postane masa, materija. Tam se je tega znebil. Je pa vmes še ta pomen, zakaj je prišel, zakaj je umrl, podoba umrljivosti je tudi pri nas, ker s tem se izboljšajo generacije in meri k nekemu boljšemu, bolj dopolnjeno, da pridemo do neke popolnosti. Ampak istočasno je pa tudi trpel. Zdaj, če ni to bilo, da se on daje popolnoma z ljubeznijo, da je povod vsega tega ljubezen, ne vem drugače, kako bi rekel, da ima tudi smisel tega stvarstva. On se je nekako, kako bi rekel, izraža svojo ljubezen s tem, da je ustvaril ta svet, ki je privedel do tega, da je v njem bitje, ki se danes sprašuje o smislu svojega obstoja. In da je to samo izraz neke prvotne ljubezni in samo tista je ta prvotna volja, ki je to naredila. To je moj osebni pogled, ker drugače ne vidim, čemu in kaj. Lahko so tudi druga verstva, ne vem, kako to gledajo, recimo hinduisti, to je neskončno, to se obrača, ampak tam ni smisla, ker več ali manj konc in začetek, to je vse eno in isto. Tukaj pa imamo neki začetek, ki nas pelje potem v neki smisel in ves ta smisel, če ni ljubezen, potem nikaj drugega. In dejansko je potem vse, kar je tudi v naši veri, je zgrajeno samo na tem področju, samo ljubezen. Saj pravica, svoboda, to so različni izrazi ljubezni. Če sem vas prav razumel, ko midva nadaljujemo to razmišljanje, našo metafizično razmišljanje, oziroma razmišljanje tudi na nek način o kreacionizmu, če sem vas prav povzel, na začetku je že bila ljubezen in tale načrt nekako v vašem mišljenju in to nas potem vodi skozi življenje in tudi Kristus je v bistvu bil ljubezen in na koncu nekako bomo se združili tudi s to ljubeznijo, zatem da vi potegnete en smisel kot ljubezen, ki je tudi v stvarstvu in se pravi, na vse zadnje je potem tudi smisel vašega raziskovanja fizikalnega sveta, je tudi neke vrste ta ljubezen za resnico. Resnica vas bo pripeljala tudi k pravi ljubezni, se pravi, to je nekje smisel našega življenja, recimo iskanje resnice, pa ljubezen. Ljubezen, se pravi, to je vaš v bistvu odgovor. Moto nekako, ja. Torej človek ne najde kaj drugega in ko se temu izognete, so težave. Ko greste ob ljubezni, torej smislu ljubezni, kaj potem nastanejo? Krivica, je laž, je vse to, kar nas potaplja. Dočim v tisti poti je pa življenje možno. Obstoj je možen. To je samo, ne vem, no. Ves ta svet ima smisel pri začetni ljubezni. Smo nastali zaradi nje. In ko bo za neskončnost, ker smo govorili, čas, ta ima svoj potek. Ampak to je spet koordinata, to je dimenzija. Kot sem pravil, če ni prostora, ni časa, lahko bi pa tudi razmišljali o neskončnosti tam, kjer čas ne poteka. Pa obstojajo ravno tako dimenzije, ki so pri nekaterih teorijah
nujne za to, da se obrazloži nastanek kakšnih delcev, ne? Da se potrebuje 5 ali 11 dimenzij, zato da lahko se izpeljajo enačbe, kjer nastajajo delci in tako naprej. Ampak tam vedno ni potreba, da je samo čas. Pa če časa ni poteka časa, to se pravi neka neskončnost izven časa. In mogoče, torej ne vem, no, ker ne znam definirati začetek. Smo že kar v metafiziki, ker recimo sama neskončnost tudi ni v okviru vaše egzaktne znanosti kakorkoli priznana. Ne? Neskončnost ni, ne? Ali je? Ne morete izmeriti. Ne morete, za matematika neskončnost samo to, da lahko uvidevaš, da je možno še. Ne? No, možno še, ja. Ja, sukcesija, vedno več. Vedno več, ali pa vedno manj, neskončno majhno, neskončno veliko. Da ne postavljate meje, ampak da je lahko še več. Pri času je pa ta poteka v eno smer, kar je zanimivo, da tu enačbe, one ne pripoznajo potek časa. Lahko z enačbami film razvijete nazaj. Sicer je že začetek pri tem, kako bi našli enosmer časa, ker poteka samo v eno smer, ne gre nazaj. Ne? V tem pride noter pojem entropije in tako naprej. Ne? Ampak, če pa tudi tega ni, pa tudi poteka časa ni, lahko pa računamo na druge dimenzije, kjer bi tudi bil obstoj, ampak izven potekanja časa. Sicer to nam uhaja iz predstave, tako kot nam uhaja predstava 4 dimenzij, kar pa je nujno. Če vam rečem, četrta je čas, ne? Seveda. Če imamo zmenek, ne, pa ne poveste kdaj, ali pa ne poveste kje, pa se ne bova dobila. Čist preprosto. Ja. Ali pa če vprašate otroka, kaj je zate čas, pa bo rekel, ja, predle sem bil tukaj, zdaj sem pa te. In zato, da je prestopil, je bil nujen čas. In je tudi čas bil nujen zato, da je lahko ta prestop naredil. Ne? Eno in drugo sta istočasno. Obstojate istočasno. En brez drugega ni. Ja, gospod profesor, gospod doktor, obogatili ste nas, naše gledalce. Hvala vam za druženje z vami, bilo je izredno bogato in ste nas razsvetlil tudi. Tako je vaše prizadevno iskanje resnice in trud je rodilo na koncu ljubezen do nas vseh. In želimo vam veliko uspeha še naprej. Slišal sem, pa bom to izdal našim gledalcem, da se, kljub temu, da ste že upokojen, vsak dan od zjutraj do večera delate zastonj. Ja. Na vaši fakulteti. Ja. In takšnih ljudi je zelo malo. In vem pa, da morate imeti veselje, ne samo v svojem poklicu, tudi v stiku z študenti, z mladimi in vas to dela še bolj mladega. Tako da najlepša hvala vam za vašo podajanje, vašo žrtev. Želimo vam veliko blagoslova v vaši Argentini, pa ker ste svetovljan, tudi po vseh delih sveta, kamorkoli greste. Hvala lepa vam. Hvala vam za to vabilo in ponovno naj gledalci oprostijo, če nimamo odgovore na vsa vprašanja.